Pa smo videli triatlon enkrat na televiziji in sem rekel, to je za mene. Noro. Pa nisem imel kolesa, pa plavati nisem znal. Jaz imam res 100 km. 100 km je res fajn. V drugega ne rabiš, na dirkah rabiš samo cukor, vse ostalo je pa za pol. Ampak pitoni so res, to so koristne domače živali. Ja. Bilo, ne vem, 37 stopinj, to meni, in so vsi posrkali, no. V bistvu, no. Meni je bilo pa v redu. To mi je pa pol še zaključek, pa v UTMB, skromen cilj, da zmagam kategorijo. Spoštovane, drage dame, danes kličemo drugi konec zemlje. Zdaj dobro pogledajte, naravnajte slikco na vašem YouTubeu. Ozadja niste prepoznali, mogoče ste pa človeka. Kličem v Brisbane, Avstralijo, Matevž Slapničar, živijo. Živijo. Jaz še srebam drugo jutranjo kavo, ti pač že prvo popoldansko pivo, ne? Zdaj sami izračunajte, kakšna je časovna razlika, za en šihti razlike med Slovenijo in Avstralijo ta trenutek, ne? Ja, točno 8 ur, ja. Tako da ti si svoje oddelal, jaz moram še, petek je, kako se počutiš, si danes že tekel? Absolutno, da ja. Pa plaval tudi. In tekel sem o 5 zjutraj, to je pa značilnost Queenslanda, da vsa športna aktivnost se dogaja pred šihtom. Vse runde kolesarske, vsi tekaški treningi, to je vse med 5 in pol 6 se štarta, da moraš biti zgoden. Vreme je temu razlog ali tako zasedeni urniki? Se mi zdi, da je vreme najbolj, no, ker poletje je dobro, zdaj imamo zimo, ampak poletje je res vroče, čez dan in pol ljudje grejo raje zjutraj. In dejansko tukaj ni, in tudi zvečer ob 8 so vsi lokali prazni, in ni živega boga nekjer, ker je vsi v 9 spat. To je 9 spat, ker je jutranja rekreacija na vzporedu. Ja, ker vse zjutraj, če se hoče s prijatelji srečati, gre zjutraj na kavo, pa na zajtrk, recimo v lokal, ne na večerjo. Zanimivo. Mislim, to boš rekel potem, da so vsi tako disciplinirani, da imajo v svoj dan, v svojo dnevno rutino vkomponirano tudi športno aktivnost, ali kaj? Ne vsi, ampak tudi se mi zdi, da tudi oni, ki nimajo, so tudi pač, cel life je tako organiziran, da zjutraj se stvari dogajajo, poreš na šiht, poreš pa spat. Tako približno, no. Sej so izjeme, recimo, moj sin živi čisto drugače, ampak... On je prevlekel še malo tega slovenskega, mediteranskega melosa tja, ali kako? Čeprav mislim, da ne, no, on je čisti Avstralec, to je tam mlajši, no. Ker ta starejši se je pa že izselil nazaj v Evropo, pa živi v Lozani. Mislim, kaj bi izbral? Ja, izbral bi Lozano. Zdaj, tvoja zgodba je ful zanimiva, Matevž. Met, kako te kličejo dol v Avstraliji? Ja, met večino, ja. Ker Matevž je pač neizgovorljivo. Ne, vsak proba reče Matuš. Pa si rekel, v redu je, potem skrajšati. Pa se mi je vseeno, res nimam problema s tem, kako me kdo kliče, to mi je več čisto vseeno. No, mislim, točen to, sej, če za tabo pri nas je isto, po 3 pivih v gostilni vsem, kako te že pokličejo, sebi kelnerca. Tako da se odzivamo na vse. Matevž, koliko let si zdaj že down under? Zdaj pa že 6. 6 si že stalno. Ja, familija je šla dol decembra 2018, jaz sem bil pol leta še v A-banki, ki smo jo lih takrat prodajali, pa so mi rekli, če malo ostal še, da dokončamo proces in pol, jaz sem šel pa srede 2019, no, se pravi, zdaj tudi, evo, glih, točno 6 let, Pa 2 let smo že državljani tukaj dol, tako da imam trdečega in ta modrga. Se pravi, ti imaš zdaj dvojno državljanstvo, če te prav razumem. Ja, imam pa paso še, Mislim, sorazmerno hitro se mi zdi, da ste prišli do pač državljanstva. 4 leta, v Avstraliji si 4 leta na neki taki relativno permanentni vizi, pa vsaj 2 leti, da si permanentni rezident, pol si, ko se mu reče, eligible. Tako, to imamo tudi že nekaj časa, no, tako da
Malo lažje je not pa ven hoditi, pa če kakšno zajeb, ki rata na svetu, imaš še en tak safety net, ali kako bi temu rekel. Pa ti prideš kaj na carinsko kontrolo, pa mahaš z obema, pa rečeš, fantje. Ne, v Avstraliji maham z modrim, v Sloveniji pa z rdečim. Pa ne smeš, pa moraš zmeri vzeti oba dva sabo, ali kaj če greš? Ja, moraš, ko v Avstralijo ne moreš nazaj priti, če pa greš v Evropo, pa rabam iz slovenskega, da not pridem, da brez vize, veš, to je tako. Mislim, to je kar zanimiva matematika, ja, kako se potem na letališčih Ja, postavljaš. Ni hudega, no. Mislim, sva govorila ne pol leta nazaj, tako na hitro, pa tako, jaz se spremljam malo, že prej se poznava, pa se mi zdi, da si se zelo dobro vklopil v življenje dol, no, mislim. Ja, pa ne, no, mislim, ne, se meni kle fajn, tako, klima je res genialna, sploh za mene, jaz sem človek, ki rab vročino, meni ni nikoli preveč vroče. Ampak tako, ljudje so pa drugačni kot v Sloveniji, no. Čeprav so isti, ampak so toliko drugačni, da nam gre malo na jetra, no. No, ok, tu že prej si povedal, ja, da zvečer nobene gre na pir, ok, to je mogoče že malo moteče, ampak ne, daj mi razložiš mogoče bistveno razliko med Avstralci pa, ne vem, Slovenci. Ne, jaz mislim, da Avstralci so zelo podobni, veš, kot Britanci ali pa severnoevropejci, no, tako ful individualistična kultura, no, ful so vsi jaz pa familija, pa dolg nič, pol so, vsi ostali so pa bolj kot neznanci, no. Tega, veš, tega čisto pravih frendov, pa za nas je bilo še to težje, no, spet, klej, jaz ne govorim vsi, ne, itak, vsaka stvar je, tako, imaš neko distribucijo ljudi, imaš ene, pa imaš druge, ne, ampak mi smo šli sem, jaz sem bil 50 let star, ki smo se sem preselili, veš, to je tudi pol čisto totalno drugač, pol, veš, težko. Ti imaš nek socialni krog prej navajen. Drugače vzpostaviš socialni krog, kakor pa če gor rasaš v enem kraju, no. Ampak recimo moji otroci so imeli podobno, no, recimo ta mlajši, njemu to njemu ustreza ta scena, no, ta starejšemu pa ni bil nikoli happy tukaj, no, tako zato je pa šel pol, skozi hotel nazaj v Evropo, no, sedaj pa v Švici, ne, koliko sem prej rekel. Koliko sta bila stara, recimo, otroka, ki ste šli dol? Mi smo šli, sta bila 17 pa 19, starejši je glih končal srednjo šolo, ta mlajši imel pa še, v Sloveniji imel en let pa pol še za narediti, ampak pa je pa sam še en let naredil, pa je šel pa še, pa končal srednjo tlele, pa je šel na faks še 3 leta. Pa. In on praviš, da je zdaj ponotranil v Avstralijo, ali kaj? Ja, on ne bi hotel nazaj, no. Ampak pač, vsak po svoje. Mislim, komunicirate doma seveda slovensko oziroma sinovi že. Tak si, kako pa si. Tle niste, mislim, oziroma sam vidim, da pač ti nisi prevzel še avstralskega naglasa. Kaj pa otroci, no, ki so drugačni, ki hitreje recimo se adaptirajo v neko okolje, pa morda nimajo toliko stika z nekdanjim okoljem? Moji otroci so bili toliko stari, da ni ta situacija. No? Ampak jaz imam tukaj, v resnici vse prijatelje, ki imamo tukaj v Avstraliji, ali pa ne vse, ampak večina prijateljev so Slovenci. No? Imajo pa zelo različno. Eni so bili ful striktni, pa so terali otroke, da so skozi slovensko govorili, eni so pa malo bolj bili popustljivi, ampak večinoma je pa tako, veš, da pol vsaj enostransko, recimo starši govorijo slovensko, otroci pa odgovarjajo angleško, pa je pol tako nekako. Ampak to je tudi v redu, zato ka pol, ko gre otrok, če je tako navajen, tudi če ne govori, ko gre v Slovenijo, po enem tednu govori tako, da nikoli ne bi šel iz Slovenije. Veš, kar, mislim, da to je tisti minimum, ki ga morajo starši otrokom dati. Jaz res nisem nikoli razumel, kako eni se pogovarjajo. Koliko mi dobro angleško govorimo, še zmeraj govorimo eno polomljeno angleščino. Za enega native speakerja se z aviona sliši najbrž. Itak na glas, pa ne samo na glas, tudi sintaksa, vseeno. In to je brez veze, zakaj z otrokom to, ker se to itak nauči na cesti, ja, veš. Te Kitajci pa Indijci ful govorijo z otroki po angleško, pa res nazaj, no. Ker slišiš, ker sem na vlaku in slišiš, pa reče pa, da je nekaj. No, da rajš ti z njim indijski govor, pa se vsaj to dobro naučil. Angleški so itak v šoli, pa s prijatelji, pa kjerkoli. Ne rabe skrbeti, da bo hendikepiran zaradi tega, ne. Se mi zdi, da danes je angleščina še zmeraj prevladujoč jezik, da rekel, na internetu, socialnih omrežjih, kjerkoli, v interakcijah. Ja, itak, ja. In se tega hitro priučiš.
Spoštovana publika, zdaj z Matevžem Švekava, ja, kada se že tako dolgo nisem videla, čisto tako na splošno, zakaj sem ga poklical. Tekač sem omenil, da je, ultraš je tudi, pa triatlonc je bil, še vedno vidim, da čofota in kolesari. Letos je spet delal stotke, 100 milke, kar je sploh zanimivo, no, in to sem opazil, pa sem rekel, da mi bo kaj več o tem povedal, ker ne poznam veliko Slovencev, ki bi Ultra Trail Avstralija, UTMB odlaufal, no on ga je. Ma ne slabo, bil je zelo dober tekač, še vedno je v svojih 50-ih finančnik, nekoč v Sloveniji kar, bom rekel, kar znan, no, ja, je imel kar pomembne funkcije, zdaj v Avstraliji se je pa tudi najdel svojo, bom rekel, delovno poslanstvo, pa najbrž še ne bo šel tako hitro v penzijo. Koliko imaš še do penzije, Matevž? Nimam penzije, jaz ne razumem. To nič ne računamo. Jaz sem bil v življenju že 3 leta v penziji, veš, tako vmes, ker sem imel presledke v službah, tam ne karieri, ja, in sem ugotovil, da to ni to, no. Brez veze, ne rabim penzije, brez veze, en delo do, ne, to, kar bo, no. Penzija brez veze. Ta koncept se mi zdi tudi različen od anglosaksonskega sveta oziroma pa slovenskega. V Sloveniji vsi računajo, koliko let imajo še, ne? Potem, da bodo potem lahko začeli jamrati, koliko je nizka penzija. Medtem ko, ne vem, kar govorim tudi z ljudmi, ne vem, rekel, ali iz Anglije, iz Amerike, kjerkoli, ne? Tam tega koncepta pa naši to gledajo, kako človek pri 70-ih še lahko dela ali pa mora, pa da preživi. Ampak ta koncept penzije je v bistvu tisti, kar boš ti sam si skozi svoje življenje pač, bom rekel, nabral, ga boš potem živel in ne računaš, da bo neka entiteta morda zunaj tebe dajala nek denar. Ali pa kaj takega. Ja, to je koncept v Avstraliji, čeprav Avstralija na srečo, za razliko od Amerike, ima neko, klej tako, ti nimaš penzije, ampak ko si star več kot 65, če nimaš prihodkov pa premoženja, ti država da neko socialno podporo. Ne? Rento, ja, ok. Ja. V bistvu, ne rento, podporo, ki je isto, kot če si star 30, pa si brez službe, tudi dobiš podporo. Ta podpora je to, da lahko preživiš, če imaš nepremičnino. Ne? Tako, mislim, da je nekaj $450, 200 evrov na teden, vse za Slovenijo je to veliko, to je 800 evrov, ne, to je skoraj minimalna plača, ampak kle ni, no, če imaš svoje stanovanje, se pač normalno preživi s tem, brez da bi imel težave, če ga pa nimaš, je pa težko, moraš iti pa nekam v Outback, tam pa lahko verjetno, ne, ker tam pa najdeš pol tudi poceni nepremičnine, da lahko živiš, ne. Wow, ja, to si tako rekel, ja, to je kar zanimivo, bolj vroče je, več je kač, pa nobenega žive duše ni, tako 16 ur delč, ampak drugače je pa kar fleten, je pa ful pocena, kaj. Kače to bo to ni problem, pa jih ni veliko. Kače sploh ni to problem v Avstraliji, ne, in to je čista fama. Prej sva, ja, že razbijala mit o tem, da Foster's, ne, je fake pivo avstralsko, ne, zdaj vsi mi zahodnjaki, ki smo kadarkoli probali Foster's, misleč, da okušamo del Avstralije, praviš, to ni res, ne, to je že v Avstraliji Foster'sa ne moreš kupiti. Mislim, evo, tako da boste vedeli, če ste v Avstralijo, pozabite na Foster's, tam imaš par lagarčkov, praviš, iz Cairnsa, pa iz Queenslanda. Ja. Ja. Great Northern, pa 4X, XXXXX, ampak to je tukaj v Queenslandu, pa ima vsaka država ima pa nekaj drugo, no, ne, v Viktoriji imaš neko Viktorijo, ne vem, kaj imajo v New South Walesu, ne vem, pač, ampak to so taki vodeni lagari, no, tako, pijemo drugo, tako so je prej. Boš pa še off the record predlagal, kaj ste tam pije ostali, ja, kjer ste dol, boste pa že sami raziskali, pivo je, praviš, tudi sorazmerno drago, no, ja, posebej, če ga zunaj piješ, ja. Ja, v zunaj je $16, je taka normalna cena, to je, se sploh ne, zdaj še, ja, zdaj dolar ful nekje nizek, ja, to je pomeni skoraj nekaj, kaj to, 8, med 8 pa 10 evrov, no. Čeprav sem v trgovini, se pa malo manj da, ampak tudi v trgovini, malo pivo v trgovini, najcenejšega ga najdeš, pa moraš kupiti 24 pek, je $3 recimo približno, no. Ali pa
Mogoče 2,5, no, tako tam nekje. 2,5 do 3,5 stane pivo v trgovini, malo. Tukaj ne moreš, v trgovini ne moreš kupiti pol litrskega pira. Je samo vse je na 0,33. Ja, ne, 345, 375, nekaj čudne dimenzije imajo. No. Najbrž zaradi tega. Ja, tale glih, ki ga imam, je 355. Mislim, to so pač te Pa to niso tele imperialne mere, to je nekaj drugega, ne vem kaj, odkje imajo te cifre, no. To je kar nekaj. To je čuden izračun, ja, da so pač nategnili vse, ki so hoteli. Ja. Računati, ko so ga že spili, pa nikoli ne veš čisto dobro, kje si to točno. Ne? Zdaj, zakaj si šel v Avstralijo? V osnovi moram sam na hitro še povedati, zdaj, kdo bi mislil, da si šel do turizem špilati, pa ti je bilo všeč, ampak so bili drugi razlogi, v bistvu zaradi žene pravzaprav, ne? Ja, ne zaradi žene, mogoče še skoraj bolj zaradi mene, ampak jaz sem bil faktor banki v upravi, ki smo jo zapirali, takrat, ko je bila pač v finančni krizi, pa sem je šla hudiču, pa sem šel jaz tja noter, v bistvu Banka Slovenije, poslala tja, da smo to zaprli. Ker se je to končalo, sem bil brez službe nekaj časa, takrat smo pol ful hitro izkoristili in smo prišli v Avstralijo, ker moja žena je pa profesorca in je skozi hotela iti na sabbatical v eno angleško govorečo deželo in potem najdla kele v Brisbaneu eno možnost in smo prišli sem za 3 mesece, to je bilo leta 2016. Smo bili 3 mesece tukaj, ful dobro nam je bilo, smo šli nazaj in jaz še kar nekaj časa nisem službe najdel in pol je pa, smo rekli, kar je pa zdaj, pa smo začeli pogovarjati, če mogoče posebno, če kar šelim za malo dalj časa v Avstralijo. No? In pol sem jaz sicer dobil službo v A-banki, ona je pa tudi dobila kle službo na University of Queensland, ki je ena top 50 univerza na svetu. No? Tako je kar prestižna univerza. Pa sem jaz rekel, neč pejmo, da se mora biti malo akcije v življenju. in pa sem da odpoved v A-banki, oziroma tako, no? Začel sem se pogovarjati, da bom šel, no? Pa sem bil skoraj še 2 leti tam po tistem, ko smo se začeli to pogovarjati. No, tako da sem videl, da sem korektno tudi tam oddelal svoje. Ja. Do konca oddelal. Pač jaz sem bil do konca unga procesa prodaje, ki se je prodajal pol takrat na KBM-ju, pa še tisti pol naprej pustimo. To je bil v bistvu razlog. No? In pa smo prišli sem. In potem si pač, ena stvar je, tam se ustanoviš, kupiš nekaj in tako naprej, se ustališ, potem si pa tudi ti si pač poiskal svoj biznis, a ne si strokovnjak finančni. Ja, seveda, to je bila grozna izkušnja. Jaz sem poslal 250 prošenj, brez da bi dobil nazaj en odgovor, niti telefonskega klica, nič. Noro. Približno polovico mi je poslal nazaj v stok odgovora, veš, klasičen, ne, več, ki ga imajo. Generično, cek. Ja, polovico pa še to, ne. In tako da pa so se mi odločili, da grejo nazaj. In pa sem jaz začel v Sloveniji iskati službo in sem bil zelo daleč v pogovorih v Sberbanki. In to bilo še leta 2020, lih malo pred korono. Ja, malo pred korono, pa malo pred, malo pred pol Ukrajino, ki so pol Sberbanko itak zaprli. Ampak nima veze. Hkrati pa še s PVC-em sem se pogovarjal. No? In pa sem v bistvu 2 leti, tisti je v vodo padli z Sberbanko, zato so hoteli, da takoj pridem, jaz pa sem pač hotel nekaj sajta sem rabo. Pa sem bil 2 leti, skoraj sem delal v PVC-ju v Sloveniji od tukaj. Z idejo, začel sem delati z idejo, da bomo šli nazaj, ampak so toliko rabili tam pač pomoč, sem začel kle delati, pa so se midva premislila, midva, veš, kdo je gazda, ne? In smo, pač se je res tako, ne? Če imaš otroke tukaj, se težko pol spet nazaj preselaš, veš, to je res, si skozi malo razdvojen, no? In pa sem jaz najdel, ampak je bilo tako dobro pol leta, ko sem delal od tukaj, da so rekli, da komot nadaljujemo. No? Tako da sem pa še naprej delal. No? Tako da sem pa vsak let prišel 6-7 tednov, sem bil 2-krat na leto v Sloveniji, tako sem bil v pisarni, drugače sem pa delal od tukaj. No?
je kar v redu funkcioniralo, ampak pa sem pa vseeno malo tako skozi doma sam, pa sem pa še ne par prošen poslal, pa sem pa dobil klej službo. No. Klej, v bistvu podobno delam, kot sem na PVC-ju, to je svetovanje finančno, vrednotenja, ta M&A, se pravi, nakupi prodaje podjetij, svetovanje, due diligence, pa podobne stvari. No. To tudi zdaj delam tukaj. Ja, zahtevno delo, ampak glede na to, s kakšnimi referencami si ti skozi službo, menedžerskimi in finančnimi in tako naprej, bi rekel, da težko je priti dol do službe, če nisi, ne vem, v zelo ozkem segmentu poklicev, ki jih res rabijo, ali pa če si, ne vem, če te pokličejo, ker res nobenega ne dobijo, ali kako. Jaz zdaj skozi malo gledam, ampak klej v povprečju, recimo na LinkedInu, ki imaš objavljajo tele razpise vsi, ko pogledaš razpis, vidiš 150 ljudi je kliknilo na apply. Pa to je samo prek tega kanala. Prek LinkedIna, ja. To je čist druga scena, kot pa v Sloveniji. To je čist drugače. Klej ful dajo na avstralske izkušnje. Čeprav Avstralija v biznis svetu je čist ista kot Evropa, ampak oni vsi neki Australian experience, to je zlato, ja. To je pomemben, ful. Pa jaz tudi, da veš, v teh letih pa tudi overqualified, kolikor sem downplayal malo moj CV, ampak ne moreš čisto se reči, da nisem nič delal vmes. Se pravi, hočeš reči, da si bil to kvalificiran, da se te niso vzeli, ker bi smatrali, da te morajo preveč plačati. Ja, ampak se iste težave so v Sloveniji, resnijo. Če zdaj hodil v Slovenijo, prijemam prestar, pa prekvalificiran. Pričemer prestar mi je najbolj glupa stvar v resnici. Veš, jaz sem star 56, ampak jaz sem bolj fit, kjerkoli mulc pri 30, 25 let imam biznis izkušen, otroci so odrasli, tako da lahko delam neomejeno, kakor hočem, ampak ne, to je čist, ta logika je še, ampak v Sloveniji se mi da je to še zmeraj kar dosti, tako da klej v Avstraliji malo manj, leta niso tako pomembna, kot pa v Sloveniji se mi zdi, tako veš. Ja, v Sloveniji prideš, ne vem, do 58, 57, 56, si že varovana kategorija. Zato se pa me zanimajo te stvari, te sprašujem, da mogoče kakšen mentalni preskok naredimo v Sloveniji, morda nova generacija, da namo dojemali enih stvari tako ozkogledno. Ker res, jaz sem tudi v 50-ta, pa se delč od tega, da bi se počutil iztrošenega ali pa da bi želel gledati konc, kje bom nehal delati, zdaj bom pa samo užival oziroma imel samo križ bolel. Delč od tega, smatram, da še nisem tam. In ja, to, kar ti praviš, zdaj, Matevž, kaj si bil prej? Triatlon, stekač, vzbaler? Jaz sem začel teči pred 40 leti, pred 16. To. Imamo nekaj skupnega, ja. Pred tem sem bil najbolj štorast otrok. Moja mama še zdaj mislila, veš, da sem totalno nešporten človek. Pa sem pa v 8. razredu osnovne šole začel ples trenirati. In sem 3 leta treniral športni ples. In to mi je totalno obrnilo moje dojemanje telesa. Pri 16 sem začel teči. Zdaj pa v bistvu, pa sem videl triatlon enkrat na televiziji in sem rekel, to je za mene. Noro. Pa nisem imel kolesa, pa plavati nisem znal. Ampak ti, kad si se odločil, da to boš rekel, to je. In pa sem se naučil plavati sam, tako čisto, kako temu rekel, tehnično sem rekel, ok, če hočeš plavati, se moraš naučiti dihati. Ko sem se najprej dihati naučil, pa sem se naučil plavati in v bistvu od takrat, ko sem začel plavati, do danes sem glih komikaj še napredoval v plavanju, pri vseh kilometrih, ki sem jih odmahal v bazenih. Pa isto kolo, tako da pa sem v bistvu šel v ta triatlon, to je bilo tam sred 90-ih recimo. Ampak kako kako se človek sam nauči plavati, glede na to, da v triatlonskih klubih in tako naprej,
se ukvarjajo trenerji predvsem s temi tehnikami. Vsak, ki se je lotil triatlona, mi jamra po 3 letih, pač nimam zamaha, pa te rabim še full dela, pa to pa si mislim jaz, ne, ki plavam tudi kahlot, pa nikoli ne bom šel tega probal, ker to je pa neskončno veliko dela za neskončno malo napredka. Ti pa praviš, da si kaj? Da si šel v vodo, pa si... Jaz sem pa šel, mi smo bili zmeri takrat v Koversadi smo bili na dopustu, jaz sem pač šel v morje in sem rekel, ok, tako, da se moram naučiti dihati. In sem se naučil dihati in pa sem začel plavati in sem plaval malo po 2 minute, 100 metrov. Pa sem bil boljši tudi, saj sem napredoval. Jaz sem plaval, recimo najhitreje na Ironmanu sem šel, 2-krat sem plaval 58 minut. Pod uro, noro. To je 1:40 recimo, nekako tempo, pravi, še so mogoče kaj približano. V bazenu tudi recimo 2 urja sem najboljši časi so bili tam 1:37, 1:36 tempo. No. Tako, sem pa tudi še malo napredoval, no. Ampak ne pa tako, veš, da bi rekel, wow. Ne, tako. Pa sem delal in Ironman prvi 99, kaj to, da je 26 let nazaj, 18 sem jih naredil. Noro. 2-krat sem bil na Havajih. Pol enkrat vidim na televiziji Adventure Racing, ko jaz to vidim, jaz nekaj, fuck, to sem jaz. Da to ne gledaš televizije prav, da ne dobijaš več takih. To bilo še prej, sem gledal, veš. Sem videl Adventure Racing in rekel, to sem jaz, veš. In pa sem nekako uspel najti pot v ta Adventure Racing in smo to kar, ne vem, koliko je bilo enih, 5-6 let sem to full teral. No. Smo bili tudi kar uspešni. No, Tilan je bil zraven, no, ki si ga imel, pa Klemen. Udovič, tudi je imel. Tako, mislim, Klemena sem v bistvu jaz naučil še pola. Viš, ko Klemen je prišel v ta šport, pa ni sploh vedel. Enkrat smo skupaj dirkala v dvojice v Kvarner Istra Challenge. To je bila ena najboljših dirk ever. Tako je bil čist, ne šokiran, ampak pa bi malo močnejši kaj jaz, ampak kako se lotiš tega, veš, kako to gre, to vse tehnika, kako menjave delaš, vse to tako je bil, si bil dober učen, si dober naučil. Profesor Slavničar, bravo, evo, pa ste enega okužil s tem, da še to danes zdaj počne. Evo, to, no in pol sem bil pa 2013, sem šel pa, oziroma ne, ta prvo ultra sem naredil for maraton. Ta prvi for maraton, ki je bil, pa takrat sem imel jaz še težave s srcem, sem imel nek problem, tako da sem pol ure ležal, sem naredil v 7 urah pa pol nekih 82 kilometrov. Takrat sem bil najbolj razočaran ever. Jaz sem bil drugi, pa nisem nič dubil, pol sem imel pa ene ekipe 8, ki so pretekli 30 kilometrov, pa so vsi dobili neke fula več nagrade, pa nekaj. Ti pa še omenjen nisi bil, Da mi je prav prešmagali. Ampak nima vedno, no sej. Ne, pa te prvič 2013, prva Istra, takrat sem šel pa prve milje probat, no. Ti šel na prvo Istro kot milje, kaj to mislim? Ja, pač nekaj malo daljšega. Jaz sem tako zmeri, 2012 sem bil na Havajih, jaz sem zmeri, ker sem za triatlon treniral, triatlon trenirati je res meni. Jaz nisem mogel vsak let. Jaz sem tako, en let sem treniral, pa sem pa en let si frej vzel, zato ker let, ko treniraš za triatlon, to je tako, to ni, ne moreš sam malo teč. Nimaš sajta, ne moreš samo, da grem še malo hosto laufati, pa malo na kolo se pelati. Ne, vse je ful strukturiran in to meni psihično ni. Tako sem jaz v bistvu, en let sem treniral za Ironman, en let sem imel pa off. Sem skoraj isto treniral, kot prej sam. Brez pritiska, hočeš reči. Ne strukturiran, ja. Pač, ne treniral. Isto sem športov, ampak nisem treniral. No. In pa sem takrat si bil ta Istra in sem rekel, kako bom to probal. Ne. Pa sem šel v Emilije, sem bil tretji. Grozen je bilo. Tako kot vseeno. Vse milje so grozne. Milje so, to čist predelač. Za razliko 100 kilometrov, jaz imam res 100 kilometrov. 100 kilometrov je res fajn. Ker to je tudi, ali pa tudi na miljah, ker si kolikor malo, a si ali pa nisi pripravljen, ali pogreš na dirko, ampak ko narediš 90 kilometrov, ki je božjasno delač, se počutiš še totalno fajn. Ker sploh ne moreš še razumeti, kako je možen, da se po 90 kilometrih še dobro počutiš. Dobro počutiš, ja.
Mislim, Ampak pol zadnji maraton na miljah je pa zmeri. Tam od 100, 110 naprej je pa zmeri. Grozno. To pa res je hudo, vsakič. se pravi, ti bi rekel danes tistim, ki se ogledujejo na razdaljah daljših od 100 km, vzemite tele 120, ki je tele Varedote in podobne, ki so zdaj pa Kranjske gore, to je super, to te preživel, pa ta zadnji maraton pomahate v slovo, pa ne rabite narediti ali kaj. Tako probleman, ja. Ampak no, ker si šel, ja, ti prvič greš na milje, pa si kar tretji, zdaj, kaj bo trovalo temu? Takrat nobenega ni bilo, no, to ni. Tako moram povedati. Ne, to je samo konkurenca ni bilo, to ni brez veze. No, pa vseeno, nekaj vas je pa, dobro, nekaj vas je pa še vseeno se nabral, koliko si imel takrat čas, se si imel krepko pod 30. Ta prvič je bilo 27, pa še nekaj, ampak ta prvič je bila težka, viš, ta prvič smo tekli v drugo smer. Iz Umaga točno, dol, bravo. Ja. Dol. In to je ful težje bilo, zato ker tehničen, mislim tehničen, se ni ne vem kva tehničen, sam, ki imaš fulnih skal po poti, a veš, ki pol po 120 km, ki moraš nogo dvigati čez skalo, je ful težko, ne. Je bilo ful težje, no. Zdaj v to smer je ful lažje, ki imaš pol tam od Grožnjana, imaš sam cesto dol, ne. Je ful lažje, zadnji maraton je easy, no. Mislim, primerjalno, v smislu vsaj tehnične zahtevnosti terena. No. Ker ti si šel pol tudi še večkrat še na te milje. Štirikrat sem bil v Istri, ja. Pa No in- zdaj, Ja. moja 5. milje so bile pa zdaj v Blue Mountains, to je pa tle pri Sydney, 1 uro od Sydneyja stran. No. Kako da si Čudoviti hribi. mislim, v Blue Mountains, a so Blue Mountains glavni pač za vse te glavne trail dogodke v Avstraliji, ker so mi že več ljudi govorili, da so šli dol na kakšne izlete in tako naprej. Jaz sem malo googlal, pa te Blue Mountains so povsod, ali so te traili tudi tam v tvojem koncu, v Brisbaneu in tako naprej? Ne, tle v Brisbaneu mi imamo dva dogodka, sta tle tudi v Brisbaneu, ne, mi imamo tle v zadnji imaš, ampak so malo drugačni, no, je bolj tako, so taki, mi imamo gozdovi so višinske razlike maksimalne 200 metrov, ampak, ali pa tudi, malo bolj v zadju, tudi 400, 500, ampak se tudi nabere, recimo na 100 km imaš 5 ure višincev, ali pa na miljah imaš tudi 6,5 ali pa 7. To je že resmo. Sam niso tako kot v Evropi Jurija pa pol klanci, ampak so klanci po 200-300 metrov, ne, tako imaš v bistvu gori dol. Je to lažje teče, bolj tekaško vse skupaj? Ali? Niti ne podoben bi jaz rekel, no. Ni tako kot Amerika, ne. To je bolj kot Evropa, sam bolj razdeljena. Klanci so ful strmi, kle so klanci tako, še skoraj bi rekel mogoče bolj strmi kot pa v Evropi, no. Tako je kar, moraš kar hoditi veliko, no. Ampak podoben, no, jaz bi rekel podoben kot v Evropi, samo da nimaš v kosu Jurija, ampak imaš 5x po 200. Kako da si se letos spet vrnil v te ultraške vode, no, ker nekaj let ni bilo čisto zares tam? No, ne vem, jaz sem bil zadnji Ironman, sem naredil že 2016, že 9 let. 2021 sem treniral za Olimpik, sem tudi ful dobro dirkal, to smo enega še tako malo na to-do listi. Nusa triatlon je en večjih triatlonov na svetu, tako 6,000 ljudi, pa tako to sem, ampak je Olympic distance, ne, 1,5-40. Pa sem pa to naredil, pa sem rekel, pa prej sem šel sotke že v Brisbaneu, pa sem se pa na ta UTA, Ultra Trail Australia, ampak takrat je bil 100 km, no, sem se prijavil, pa sem to 2021, no, takrat COVID časi pa to, ampak da nisem doživel podelitve, no. Čeprav sem zmagal kategorijo, pa ne, koliko sem. Absolutno si bil tudi takrat, koliko si bil? Ne, 24 sem bil absolutno na UTA. Zmagal pa takrat. Ne, prej sem bil pa klele na Gazler, je pa ena dirka v Brisbaneu, sem bil pa drugi absolutno, ja. Ker so jo pa glih takrat med COVID-om, so jo pol na poletje predstavljali in to je meni ful dobro. Na mestu julija je bila novembra in je bilo, ne vem, 37 stopinj, to meni, in so vsi pocrkali, no, v bistvu, no, meni je bilo pa v redu. Pride pa en Slovenček, pa vse Avstralce pomečene. Jaz nisem najbolj tipičen, kar se temperatur tiče, no, ampak pa sem pa, kaj bilo pol?
Noč, a veš, pa sem na naslednji let ful treniral za maraton na Gold Coastu. Sem delal do 140 km sem našponal Na teden. na teden. To je šlo ful, no. Pa sem pa malo en mesec pred maratonom sem pa pol fasil tole hamstring tendinopatijo, no, in ko se temu po slovensko reče, vnetje te kite podritja, no. Zadnja loža, okej. Ja, zadnja loža zgoraj. Pa pol nisem šel na maraton, ker sem narobe naredil, ampak nisem takrat vedel, kako se tega lotiti, no. In to me pol kar dolg časa. Jaz sem v bistvu pol zdaj se 3 leta fajto s temi poškodbami, skozi je nekaj bilo, no. Tako da v bistvu letos sem pa pol glih ponovno leto enkrat. Že lani novembra sem bil približen v redu in sem se sem rekel, da moram začeti nabirati tele kamne za UTMB, ker to je pa še ta zadnja dirka na moji listi bila, ki jo še hočeš. To je zadnji event. In pol je bila, in pol sem rekel, sem pa začel in sem se prijavil na 100 kilometrov, ker na začetku čeprav so bile neke govorice, da so vložili tale vlogo za permit za nekaj več, ampak noben ni nič vedel in ki je še razpis ven prišel, je bilo samo 100 kilometrov. Potem sem se pa prijavil pač na 100 kilometrov, sem rekel, ok, moram začeti nekje, da grem lahko v loterijo. Pol malo kasneje so pa rekli, da bo tudi milje, pa da je to nek regional championships ratal in vsak zmagovalec kategorije dobi karto za UTMB. In ko sem jaz to rekel, da sme, tole moram. In to bilo enkrat, ne vem, oktobra, novembra, in jaz začnem trenirati takoj spet, ful sem si nogo zbil, pol me je Achillova tetiva začela zabavati, ker v življenju nisem imel nobenega problema, pa tudi skozi vaje delam, res ful, veš, kar hodim v fitness, veš, in to res skrbim za Achillovo, in sem rekel, kje me je zdaj to najdela, veš. Se mi zdi, da je bil v bistvu ta bursitis, ne da je bila Achillova, ampak da se bursa mi unela. Ja, in pa je bilo, rekel, sem že skoraj puško koruzo vrgel, pa je bilo pa lih nekako je v redu ratal in pa je bilo še 7 tednov do dirke, ker sem se približno v redu počutil in pa sem rekel, zdaj pa grem all in. In sem naredil 5 tednov po 100 kilometrov, več nisem upal, ampak z višinci pripadajočimi najbrž, ja. Ja, pač ja, trail pa vseeno. Tako da sem 5 tednov naredil po 100 kilometrov, pol 2 tedna nisem delal nič, ki smo se lih salili, tako da sem imel res tak tapering totalen in pol sem šel pač na dirko na te milje in sem zmagal kategorijo za 4,5 ure, no. Mislim, kje ste ostali? Brez veze. Lahko bi ti dal 2 karte za UTMB. Za 4 ure pa pol si na gonu naslednjega in dobu golden ticket zdaj za UTMB drug let, ja. Noro, mislim. Ja, tako sem full happy. Kašna sladka zma. Pazi, 24 ur, ne? Na miljah 24 ur je pa rezultata, ne? Pa višina je tudi bila, ni ravna, je 7200 višincev, ok, ni dolga, je samo 162 km, normalnih 162. Normalnih 100, edina 100 milka, ki je dolga 100 mil, ne pa več, ne? Ja. Pa 7 ur višincev je bilo, ali še malo več nekaj tako, 700, 200 nekaj dazga. Je full štenge. Ja, štenge so praviš, a? Ja. Tako kakšna Madeira ali pa kaj tako. No recimo, če bi primerjal, prej si že rekel, ok, vaši hribi v Brisbaneu pa Blue Mountains, ali pa primerjava Blue Mountainsov z nekimi hrvaškimi, slovenskimi traili, kaj so glavne razlike, ne? Ma ni, no, mislim, jaz bi rekel, da v resnici je podoba, no, ni velike razlike, no. Kle so te štenge, so res ubijalske, no. Veš kaj, mene je totalno uničil tam na 120 kilometrov, je ena etapa med ukrepčevalnicami, ki je dolga, je 15 kilometrov, še malo manj je bilo, 600 metrov dol, pa 600 metrov gor, ampak 600 metrov dol so take full strme stopnice skozi. In to me je uničil čisto, tako da je pol, tam naprej sem res fural safar do konca napolno, no. Ampak drugač pa ni tako, no, je malo kraj, mislim, z Istro bi lahko rekel podoben, zato ko v Istri tudi nimaš nekih, ok, razen učke, nimaš nekih
hudih klancov, veš, tudi vsi so taki 300-400 metrov maksa. Kle Blue Mountains je podoben, no, tako pač imaš, ja, 200 do 400 metrov so vzponi, no. Kaj pa okrepčevalnice, ko je to tam založen, koliko so razporejene, je nek standard to, čist klasika. Ja, to je isto, kot posod po svetu, no, se. Je si tak, a veš, zdaj, mislim, če dirkaš, probaš biti tak, mislim, samo zadosten s sabo pa s svojim suportom, a ne, so v bistvu, da na okrepčevalnicah sam vodo šopaš, pa drugo me sploh ni zanima na okrepčevalnicah. Dejansko, nisi rabo nič drugega, a si imel sabo ali kako? A so te suportirali? Ja, ampak mislim, jaz sem zmeraj vzel na okrepčevalnicah, tam mi je pač Sergeja dala 2 polni flaši, pa pol, kolikor sem ocenil, da rabim praznih flaš, ali samo s prahom, in pa sem na unih umestnih okrepčevalnicah sem dejansko samo te moje flaše s prahom nafilal z vodo in sem imel kaj imaš to? Energijsko, izotonično mešanco? Ja, jaz sem imel Gatorade, navaden prah. Klasika. Gatorade. Ja. Prah Gatorade, neki pač karkoli imaš, neki en prah. No, jaz sem ugotovil na teh ultrah, da približno, da rabim 75 gramov na uro in to pomeni ena flaška s 50 grami, a ne, 10% raztopina, to je ok, plus en gel na uro, pa še malo vode, tako sem pa keno. In to mi je bilo ok, no. Kaj pa, kakšna trda hrana, kakšne druge kalorije, ne? To je pa idiotizem, no, to noben ne rab. Daj, povej več, ljudje, ki živijo samo zato, da se bašajo, ampak da si polnijo svoje želodce z vsem možnim slanim, sladkim, s salamami, s klobasami. Cukor, ne, v drugega ne rabaš, na dirkah rabaš samo cukor, vse ostalo je pa zapol. Se pravi, tudi če zadeva traja 24 ur in več, boš rekel, samo tekoče. Na tekočem preživeti. Ne, absolutno, ne da, to je najboljš. Vse ostalo je slabš. Tudi če kdo pravi, da se mu po 15 urah upira ali pa zaveže želodec vse sladkega. Mogoče se eno upira. Ne, veš, kaj je problem? Bolj je problem, da če veliko ješ, pa če premalo vode zraven piješ, je koncentracija sladkorja v želodcu lahko previsoka, pa začneš dobivati driska, krči, bruhanje, mislim, vse živo. No. Na mojih najboljših miljah sem imel to 5 ur, se mi je to dogajalo. Ker si imel prepoln želodec, ali kako? Ja, ješ tako, kot misliš, da moraš, ne piješ pa dosti zraven. Imaš ne prepoln, previsoka koncentracija sladkorja. To je ful, to se mi tudi na triatloni velika dogajalo, ne velikrat, kar nekajkrat, no. Ampak to hitro rešiš, to pač spiješ en liter vode in si ok. Razrečeš in je v redu pol, no. Nino, res na dirkah ne rabiš. No, čeprav zdaj tudi klele se mi je tudi to zgodilo, pa sem pa preklopil, kaj sem imel ta Gatorade, ko sem rekel, gele sem imel pa malo mešano, no, ampak sem imel, tako rekel, 2/3 gelov sem imel Morten, to so te, veš, to je nek hydrogel. Popularni tudi v Evropi na maratonih zdaj. Ne, vsem, ja, posod, ja, in je, za maraton je brez veze, mislim, za maraton je vsem, kva ješ, ker toliko malo ješ, no, to, veš, to se mi zdi, da ni toliko pomemben, ampak kleka pa to poješ, je pa, in mi je pomagal pol, mi je v bistvu dejansko, ko sem začel probleme imeti, sem nehal piti une moje napitke in sem sam še te Morten gele jedel pa vodo in pa je bilo v redu, no, ker ta Morten gel je v bistvu nek hidrogel, te molekule cukra so nekako oblečene v neko, ne vem, koga točen, v neko prevleko in tu v bistvu ne grejo, se ne presnavljajo še v želodcu, ampak ti grejo naprej v črevo in v bistvu ti ne povzročajo tega diskomforta, no, kaj to, ne vem, problemov v želodcu. Ja, absorpcija se dogaja v tankem črevesu. In meni je to pomagalo, ne vem, je to res zaradi teh gelov, ampak ko sem ta problem rešil, no, se ni bil hud problem, tako, ampak malo mi je začel biti neudobno v želodcu, pa sem malo preklopil, pa je bilo dobro naprej. Mislim, ti si tole, zelo si poenostavil za še mene mika, da bi kdaj probal kakšne milje mogoče, čeprav jih odsvetuješ, ker je to sam safar, ampak zanimivo, no, veliko se... Ja, je pa dosežek, nič ne odsvetujem, ne.
Hecam te To, seveda. to je, veš, ko narediš milje, to je res neki, no, mislim, ni to, da veš, tako. Ni to za vsakega, hočeš. Mislim, ne more to Ja, nič čisto vsak in rabaš ja, vložiti, ja, ne, in nekaj v tudi tisti, to. ki naredi, to je dosežek, ne, to je tako, ja, rečeš, wow. Je maček, pol, je maček. Se pravi, zdaj do naslednjih mil imaš 1 leto, pravzaprav, a ne, zdaj trening plan Ja. si že pripravil, ali pa itak si skozi treniraš, oziroma. Skozi vadim. A veš, imaš vadbo, pa, ne vem, a veš, reče se v angleščini, imaš fajn, imaš exercise pa training. Tako, bravo. Pri nas tega ni, a ne? Ja, Ja, zares. je vadba, ne vem, kako bi temu rekel, no, ja, kakorkoli, no. A veš, in, ja, jaz sem skozi aktiven, jaz skozi nekaj delam, ampak ja, zdaj nisem v fazi treninga, zdaj sem v fazi pač miganja. Ta teden sem razmišljal, kako bom strukturiral ta naslednje leto. Veš, kaj fajn je, en let je ful dolg čas, da loviš nek sila, ne? Tako da se mi zdi, že skozi, to pa še ena, ki je tako malo bolj svinčnikom napisana na to-do listi, je pa Hell of the West. To pa je ena taka, pol Ironman, kaj je v Avstraliji, v Outbacku, no, 400 km od Brisbanea, tam čist pač nekje sred, tam eno selo v Sredniček, imajo Ironman dirko, ampak hodijo ful, te dobri, najboljši avstralski triatlonci hodijo na to dirko, pa tako je taka kar prominentna, lokalno prominentna dirka, no, tako da se mi zdi, da marca bom šel, sem si dal tole zdaj pa še strnina ni draga, no, mislim, da je tam enih $300, kaj je to, enih 180 evrov, recimo 170, ker sem pa gledal T100, ne, ta pro serija, veš, kaj imajo zdaj, T100, na Gold Coastu, koliko je strnina, $650, sem rekel, pa zdaj nekaj, no, to je pa čista dio, pa itak je že razprodan, no, tako da na Hell of the West pa lahko en teden pred dirko kupaš, no, tako da nikoli ni full dirka, tako da tudi, veš, če ti kaj ne znese, se zmeri lahko, ne vem, 3 tedne pred dirko premišljaš na koncu. Tako da to je moja prva, naslednja, bom šel julija, prvi vikend julija je Gold Coast maraton, bom še maraton šel laufat. Končno. Končno, veš, kdaj sem ga nazadnje? No, vse sem ga, na treningu sem jih že, veš, koliko odlaufal, ampak ja, takrat ko sem treniral, ne, je bil tudi za Gold Coast mišljen, ja, takrat sem bil po trenih časih, no, tako, veš, ko ocenaš, koliko bi, lahko sem bil natreniran z 2,50 do 2,55 približno sem bil, to bilo zdaj 3 leta nazaj. To verjetno nam letos, starejši, ki si izmeri, veš, zdaj po 50 gre ful nadal, to je noro, ko vse na hiter degradira naš telo. Tako da, kdor je mlajši od 50, pa tole posluša, uživajte svojo mladost. Ko bo petka od spred, bo šlo strmo navzdol, kot ko neštenge. Ja, strmo navzdol, res je dal. To je noro. Tako da, to maraton, pa še, ta služba, ki vam zdaj je tako ful fajn, mislim, so ful fajn fleksibilni, tudi letos sem bil zdaj 6 tednov v Sloveniji, 2 tedna sem imel dopusta, 4 tedne sem pa delal, tako da računam, da bi drug let tudi tako proval, da bi šel za 6 tednov, da bi prišel vsaj 5 tednov pred UTMB-jem v Slovenijo, da bi malo hribe natreniral, no, kakle ne moreš, to je, ti reš lahko 10x200 metrov gor pa dol, pa gor pa dol, pa gor pa dol, ampak je čist drugače, kot če Jurjeva pa v kosu dol odlaufaš, veš. Spusti, enostavno jih ne moreš toliko natrenirati. No, tako da, to mi je pa pol še zaključek, pa v UTMB skromen cilj, da zmagam kategorijo. Zdaj ste slišali, ja, prihaja iz Avstralije, ja, slovenski Ozi prihaja tamle gor v švicarsko-italijanske Alpe, da vas vse nagon. Ne, mogoče nisem, ja, hočem biti toliko dober, da imam dobre šanse, veš, v tem smislu, no. Ne, da, ker nikoli ne veš v resnici, kdo pride, veš, tam imaš še par starih profijev, ki so tudi toliko stari, kot jaz, ki so še zmeri svetlobna leta boljši od mene, ne? To pa, če mu ni pridel na dirko, nima šansa, ne? Je pa res, ja, da se tudi marsikomu pa lahko zalomi to, mislim, najboljše se veliko krat, ker se mečkeno štejejo v kakšen tempu, ali pa ena težava pride, pa hitro grejo tiste ure, pa raje odstopijo, pa grejo na kakšne druge stvari.
40 let praviš, da laufaš, ne? Kar te jaz poznam, te pol recimo tega časa, ti si človek, ki je skozi v formi, no? Tebe se ne predstavljam, da ne bi bil, mislim, ker imaš to disciplino še s triatlona, ker si pač navajen, to si rekel, skozi neki migat. Ne predstavljam se ti, da bi ti, ne vem, 2 meseca ležal, dobil gor 10 kil, pa potem spet šel znova. Ne, mislim, jaz, če nič ne delam, to pomeni 7 ur na teden. No? če cel teden ležim, je na koncu pokaže 7 ur. No? To je, si rekel, sam v trgovino sem skočil. Ja. To, mislim, res, mislim, da mi manjka toliko sploh, pač ja, meni je to lifestyle, to meni je tako, jaz moram migati, če ne grem nekaj malo skozi, jaz imam, koliko imam v povprečju moje, mogoče 2 dni na mesec, za nič ne delam, 3 redko po moje, no. Jaz praktično jaz nimam frej dneva v tednu, no. Zato, ker se ukvarja z drugimi različnimi športi, je to, če grem sam malo v telovadnico za 1 uro kvihte dvigovati, je to nekaj. Pol naslednji dan grem laufat, pol naslednji dan na kolo, skozi v bistvu nekaj drugega delaš, no. Pa še tukaj v Avstraliji pa tudi commutam, jaz imam 7 kilometrov imam do službe, poprečju 2 dni sem doma, ampak ostale dni grem pa jaz ne grem drugače v službo, kot peš ali pa s kolesom. Peš grem, s kolesom ne grem 7, s kolesom grem pol 20, je najkrajši, kar grem. No? S kolesom je večino 20 do 15, razen če grem malo dol, peš je pa med 7 in 15, recimo. Ne, in to, že to mi to tudi pomaga. No? Ampak tudi prej, recimo, v A-banki jaz sem bil v službi 10 ur na dan. Plus skoraj 2 ure sem rabil za commute. Prevažanje. Ja, pa še zmeraj, jaz sem vsak dan, ali pa, mogoče ni bilo vsak dan, bilo pa sigurno 5 dni na teden. Pa ne en trening, jaz sem delal med 8 in 10 treningov na teden, 100% vsak teden. Dobro. To pač, tako začneš živeti in pol je to. No? Hočeš reči, da tudi naprej si imel te poškode pa težave, ampak glede na to, da se s takim širokim naborom športov ukvarjaš, lahko pač hitro najdeš substitut, da si še zmeraj aktiven. Ne vem, če ne moreš sleči, greš na kolo, če ne moreš nič od tega, greš plavati ali pa v telovadnico delati nekaj, kar ne tangira teh mišic ali kako, si predstavljam. Ja, to je itak. No, pa se te moje poškodbe niso nikoli bile take, da ne bi mogel teči. Samo pač je bilo tako malo neprijeten, da treningov nisem mogel narediti. Intenzivnosti nisem delal, še zmeraj sem tekel v službo pa nazaj. Sam pač je bil to 5:0, 5:15, 5:30, kakorkoli, nisem pa delal 4:0 intervalov. Ker sem treniral za UTA 100 na leta 21, veš. Takrat sem delal v Sloveniji, tako da sem v bistvu bil cel dan doma sam. Mislim, sem doma delal, sem res lahko dosti treniral. Tekel sem tam, do 100 plus kilometrov, ne veliko več, pa zraven še ostale športe in tako skozi. Ampak skoraj nič nisem delal intenzivnosti, 0. Ker jaz sem bil res fokusiran na 100 kilometrov, to ne rabiš, ne vem koga. Sem pa skozi klele Mount Kuta, je en tak gost, kakor Rožnik. V Ljubljani imamo mi v Brisbaneu Mount Kuta. In skozi sem tam 200 metrov, to klanci gor, dol in sem tam delal full laufu. Jaz sem spravil brez kakršnega koli treninga 5 kilometrski cajt na 18:20. Res, mislim, to bilo tako, noro. Vse prej sem bil tam, že ko sem prišel sem bil malo pod 20, recimo tam 19 pa pol, ampak v bistvu sam ta količina treninga pa te klanci, ki si v bistvu, to sem pol na koncu gotovil, da si v bistvu treniraš točno tako kot Norvežani, lih malo pod thresholdom, da ni malo pod pragom, V bistvu misliš, da je easy, ampak ko delaš klance, nikoli ni easy, zmeri prideš do lih tam nekje do praga. In se mi zdi, da to res ful deluje. Tako da če ti, ker jaz nisem dirkal, ali pa
To ni bil session, trening, ampak enostavno sem šel po hribih laufati in v klanc pač ne moreš na easy. Če hočeš v klanc teč, ki ima 20% ali pa več, gre puls gor. No? In to mi je bilo taka zanimiva izkušnja ali pa zanimivo, kaj sem se naučil iz tega. Ne? Da sem samo iz tega dejansko moj 5-kilometrski cajt nabal ful noro. Zdaj sem pozabil, kaj Joel Friel piše v svoji knjigi Hitri po 50, no, to je že kar nekaj let, kar je prošla v nekih 10 let. No, jaz sem malo doma, ampak jo nisem prebral še niti malo. Jaz sem jo enkrat že predelal, pa sem malo pozabil, ampak se mi zdi, da je dosti podobno. Bi priporočal starejšim, ki se lahko hitro poškodujemo, če bomo zdaj šli nabijati neke intervale, pa trgati mišice, ti si moče dal recept, se v bistvu ne rabite take hude intenzivnosti poobremenjevati vašega, lokomotornega sistema, lahko delate pod pragom, pa dodate pač to komponento klanca, pa boste s to močjo v bistvu tudi hitrostno napredovali za dirke. To je to, kar rabaš pol neke hude fartleke ali pa 10x400 metrov na stadionu, ko ne vse samo škriple, že kar čutiš, kako se ti trgajo pizdati te mišice. Mislim, bravo. Zelo fajn, jaz sem gledal tam 12 maratonov v tvoji statistiki na neki spletni strani, pa vsi so v Ljubljani, uradnih. A še kakšen, ki tam manjka? Je bilo samo 12, ne, pa možno malo več. Dva sem v Radencih. Aha, pa tam naštejo, tam štejo šele od leta 97, prejšnjih pa nimajo notno, tako da ti si gotovo že prej kakšnega odlaufal. Radenci tudi praviš, ja? Ne, Radence sem tekel 96 pa 97 sem tekel Radence, ja. Ja, vidiš, se ima nekaj skupaj tudi, ja. Prej pa, prej nisem, 96 sem šel prvi maraton, ja. 3 ure pa pol pomrl sem, tako da je bilo noro. No, ampak pol, leta 99 so bila oba v Ljubljani, pa oba da so takrat odlaufala vsak svoj najboljši maraton, saj po statistikah sodeč, kje so te cajti? 99, ne. Piše 99, na Marathon U piše 99, ampak se pravim, se ne pravim, da je... Ne, 2003 se mi zdi, sem tekel 2,58, to je moj najboljši. Čakaj, da bom se ti zlagal, 2003... statistika pravi, da se leta 1999, 24. oktobra tekel 2,58, ja. A 99 ga je bilo to že, kaj? Že v prejšnjem tisočletju, ja, tako. In potem se temu času sicer v Ljubljani nisi več približal, ampak ja. 3,04, 3,7, zmeraj je bilo tako, no. Tam, malo kot ure, ja. A veš, kaj je bila fora to? Jaz nisem nikoli za maraton treniral, jaz sem zmeraj treniral za triatlon. In triatlon je bil, Ironman je bil zmeraj začetek julija. Jaz sem naredil Ironman in pol je padl vse off in pol 2 meseca nisem nič delal in pol je prišel sreda septembra in sem rekel, zdaj je pa maraton že malo. In pol sem še malo treniral. Tako da jaz v resnici nisem nikoli maratona tekel v polni pripravljenosti. Takrat, jaz sem tekel na Ironmani 3,14, 3,17, 3,16, pa velikrat malo čez 3,20, tam med 3,20 pa 3,30 sem fulkrat. Jaz sem bil takrat vsakič v fitnessu, da bi tekel vsakič pod 3 ure. Če bi šel samo na maraton... Če bi šel takrat na maraton, ne na Ironman, ampak jaz sem pač treniral za druge stvari. In maraton je bil manj zmeri pol to. V bistvu, tukaj na Gold Coastu 2021 je bilo prvič, ko sem rekel, ok, zdaj pa treniram za maraton. Prej sem bil pa meni bil zmeri triatlon je bil pomemben. Maraton je prišel pa pol po počitnicah na konec neki... Za iztek je. Da narediš, tako da je bilo... In večinoma je bilo tako, 3,5 sem tekel s tako lahkoto, da me tako res, ne vem, rekel, cona 2, kako se temu reči, kakorkoli. Ampak jasno mi je bilo, če bi hotel pa 2,59, pa absolutno ni šanse. Bi pa crknil na 26. Zanimivo, ne? Si vsem poznal tako dobro, da nisi nikoli šel na all-in, pa bi rekel, mogoče bo... Ne, sem šel, ampak sem zahodil velikrat. Ne, ampak v resnici se mi zdi, jaz sem naredil 18 Ironman, maratona po moje sem naredil 16, tako po mojih izkušnjah. 5 mil,
enih 5x100, ta 100 palavari, 100-120, ne vem, 5x6, ne vem, približno, mogoče kaj več. Na treningu sem maraton tekel, moje pa še vsaj ne 30krat. Na treningu, recimo triatlonskem, v bistvu ultra treningu, za ultra. Za ultra. Ne, pa tudi za maraton. 2021, ko sem treniral za maraton, jaz sem tekel vsak drug teden med 40 in 45 km. Ampak v nekem malo merjenem ritmu, hvala si. Jaz sem nov, mislim. Ampak te to ni strošil na način, recimo, da je rekel, da si... Ja, vem, zato sem pa poškodbe faso, ne? Don't try this at home, ja? Ja, tako problem. Mislim, noro, zdaj bom metal stave z vsemi tistimi, ki bodo to gledali in poslušali, spoštovane, ali bo Slapničar naslednje leto na Gold Coastu posegel po dvojki, ne, oziroma šel po tri. Mislim, da ne. Jaz stavim proti sebi, no, sorry. Kakšna pa je na Gold Coastu proga, si to To je najhitrejša proga ever, to je ravno kot strela. Enkrat moraš še sedi čez en most, 3 višince ali koliko približno, no, drugače pa... Pa se pravi, vsi tisti, ki zdaj rinejo v Sydney, zdaj veš, da je Sydney maraton. Gold Coast je destinacija. Pravi. Ampak si pa gotovo spremljal malo to najbolj kandidaturo Sydneyja za maraton major in zdaj so zraven v tej zgodbi in zdaj pol sveta prihaja tja, zelo kratkem. Tvoje mnenje mogoče vsem skupaj, poznaš moče Sydney maraton čistko ali ne, ali si slišal, kaj je... Ne bi bil zelo zahteven, no, tako, ja. Popolnoma nič ne vem, res. In te tudi ni mikal nikoli, kar si bil dol, da bi šel pa to teč, ne. Mislim, mene maraton zanima samo zato, da bi naredil hiter čas, drugače mi je pa vseeno. Ne, drugače pa kar tako zateč, pa nisem nikoli imel aspiracije. Ok, v Ljubljani je bilo drugače, zato je bil to moj lokalni, to neki, ne. Ampak da pa nekam tako šel na maraton, me pa nikoli ni mikal, sploh, niti malo. Čeprav dol v Avstraliji, če bi hotel, bi tudi lahko laufal cel kup enih maratonov, si predstavljam, da ima vsak... A veš, kaj je zanimivo? Kle so vse dirke, tudi recimo tele traili pa to. A veš, to je vse razprodan full hiter. V resnici jih je, a veš, v Sloveniji se lahko spomniš en teden pred dirko, lahko na vsako dirko prideš, ne? Kle je vsaka dirka razprodana že skoraj leto naprej. Jaz ne vem, a jih je to premalo, ali ne vem, je toliko birokracije povezane s tem, da jih enostavno ne organizirajo. Ta Gold Coast maraton je sicer ok, ga lahko se prijaviš večinoma še dost en mesec prej, no. Vse ostale dirke imaš pol, greš na Facebook, pa vsi pol prodajo, da so kupali en leto naprej. Pa so vsi poškodovani, pa ne na treniranje. Pa so poškodovani, ali pa morajo nekam iti, ali pa ne vem koga, ne. Ampak je... No, to mi je zanimivo, ampak meni ni, no. Meni nikoli ni, zato sem tudi vse, recimo, te milje, recimo, meni je bila Istra genialna, ali pa Iron, najraje sem šel v Celovc. Sem jih tudi največ tam naredil, no. Tako, da vse od doma naredim. Jaz med počitnicami zmeraj rad potujem. In eno je potovanje, eno je pa šport. Se pravi, tega ne združuješ v osnovi, ali kaj? To ne moreš združovati, ker pol ne potuješ zares. Če greš ti na dirko nekam, moraš še tja, pa moraš malo prej počivati. Ok, pol niti ni toliko pomemben, ampak vsaj par dni zgubiš dopusta za to, ker se prej in kasneje razumeš. Ok, Havaji so bili ena stvar, ki sem jo naredil dvakrat, no, čeprav ta prvič sem bil wow, ta drugič je bilo, pa so bila sama Sergeja, drugič smo šel, pa sem rekel, moram še otroke pelati, da to vidijo. Ampak drugič mi sploh ni več tako dogajalo, tako da zdaj sploh nimam več v resnici nobene želje, da bi še kdaj šel na Havaje. No, tako pač ni. Prav, videl si, kar si imel za videti, tista lavina polja, bral sem tvoj blog, sem šel prebrati, kako si šel pred dirko na aktivacijo. Dva dni prej smo hodili 20 kilometrov, mislim, na koncu sem bil tako srknen, da sem rekel, fakt, vse bomo. Pol zadnjih 6 kilometrov, ki smo hodili blizu otrok, mislim, vsi smo bili, no, pač vsi 4. Sem kar tekel do avta, sem rekel, jaz ne moram več hoditi, jaz moram čim prej nekam pride, da se usedem, ker sem bil že tako zjeban.
Ampak ja, mislim, tista dirka je bila kar dramatična, no. Vsaj bere se tako, no, da si, Ja, mislim, lej, magična meja, da moram povedati, da tiste, ki mogoče ja. niso posvečeni v triatlon, magična meja za pravega triatlonca je 10 ur. Če narediš po 10 ur, pol si dober, če ne narediš te desetke, pač ajde, probo si, pač, ja, si pač poprečen rekreativc, ali kako, je nekaj tazga, je še vedno, kljub vsemu napredku zdaj. 10 ur je po mojem še zmeri, to je tako kot 3 ure maraton. No? Tako, tako. Čeprav moraš pa vedeti to, da Havaji so ne vem, pol ure počasnejši, kot pa ne vem, celo Tako. Frankfurt pa tako naprej. No? Res je kar razlika. No? To je, tako da, ne, jaz sem bil full happy. 10 ur na Havajih, to je bilo 9:58. Mislim, noro. Yes. Mislim, noro, kako si v tek, mislim, jaz si predstavljam, ja, gledaš na uro 5:00, imel si 3:37 še za maraton lufta, da prideš do 10 ur, ne, in potem... In jaz sem mislil, da je to easy. Z lahkoto, ne moram iti počasneje kot 3:37. V življenju še nisem šel počasneje, to bom šel po levi nogi, dokler ti ne greš kazati 5:30 na kilometer, pa rečeš. Ampak ne, ne, tam je bilo pa res, ko prvi korak izmenjave ven, sem jaz rekel, kva je meni tega treba. Res, grozen mi je bilo, res. No, res, to je bilo tako grozen, da ne moreš verjeti. Ampak najbolj fascinantno je pa to, da pol zadnjih 10 km sem pa kar uspel, brez da bi hotel, v bistvu, kar tako podzavestno sem začel dodajati in pa je kar nekako šlo. No. Tako da v bistvu, ja, zadnjih 10 je bilo isto hitrih, kot prvih 10. Noro, mislim. Zanimivo, ne? Kaj lahko potegneš iz sebe, čeprav misliš, da ne moreš nič narediti. Ne? In pa si videl tam tisto 9, še pa 5, pa imaš kila zgledal tistim šprintov skozi vrata. Tam itak nisem videl nič. Ampak mislim, si se boš počutil, kot če je bilo 10:002 ali pa nekaj. Absolutno, ja, no normalno, se to je pač to. Ja, čeprav ni nobene razlike, ampak je, ne, se je pač to. A je pod 10 ali je pa nad 10, ne, ni, ja, veš. V resnici, ne, tudi če imel 9:55, se ne bi nič boljš počutil, kot zdaj, kot 9:58. Če bi bilo pa 10:00, bi se pa ful slabš počutil. Mislim, pač tako smo narejeni, ja, pač tako smo narejeni. Ja, tema je, da pravim, zdaj, kaj, najbrž spremljaš, je svetovni triatlon, teli časi, mislim, to je šlo, zdaj so tam 7, če ne gre 7 pa neki, je že za nič, no, mislim, kako ti to vse skupaj spremljaš. Ok, kolesa so pomembno hitrejša, kot so včasih bila. Mislim pa, da itak v vsem tem endurance športu je prehrana je šla to, da se je velika. Ne? Čeprav, veš, se prej pogovarjali. To je samo za profija. Profi kur 340 vatov na sekundo. Oziroma, ne, vati niso lih energija, ampak kogarkoli, 340 džulov na sekundo. Okay. Jaz sem vozil, recimo, na mojih boljših Ironmanih 210, povprečje. On kur več, kot 50% več energije, kot kar jaz. Hkrati maščobna presnova, on ima boljšo, valjda, ki je boljši, ampak nima, po mojem, nima 1,5-krat boljšo, ali pa tudi če ima, no. Če jaz rabim 100 gramov cukra za podporo mojega napora 200 vatov, on pri svojih 340, ja, valjda rabi 200 gramov. To ni za rekreativce, to je čist zrge, to je brez veze. No. To je tako, in zato, ja, in to, da ljudje mislijo, da morajo 120 gramov, pa 140, koliko profi je, to je neumnost, je valjda, ja, lahko, če boš tekel 4:0 tempo na 100 km ali pa miljah, če boš pa tekel 6-7 minut, pa ne rabiš, pa je pa čisto zadosti 60-70 gramov ali pa tam nekje. Tako, no, jaz sem pač, po mojih izkušnjah, jaz sem pa rešil, pa tudi matematika mi isto da ven, no. Približno 75 gramov rabim na ultrah, na Ironmanu pa 100. Mislim, jasno. Mislim, to je tako, res je matematika, no, veš, sploh ni narabaš biti, kaj naš drugega. No?
Mislim, to ne rabiš imeti si krvnih vzorcev pred in potem pa Ne. računati. To pač samo kalorije pa vati, samo to je to. Mislim, koliko vatov ven daš, pa koliko rabiš energije, da to suportiraš. Ne? Se v bistvu danes ti pa že vsaka ura z vate zračuna v bistvu in če imaš vate, ne? Ja, okay, tekaški vati so penavratno. Niso, ne. Tako bom rekel, vati za tek so ok, ampak ti nič ne povejo v absolutnem smislu, ti povejo samo v relativnem smislu. Zaprav, ok, ti za sebe veš, ok, zdaj teče 250, zdaj 280, zdaj pa 350 vatov, ampak to ne pomeni, da to nima povezave s tem, koliko ti v resnici vlagaš dela. Dočim na kolesu je pa to zelo povezano. Ok, učinkovitost jo ne veš, kakšno imaš, se pravi, ampak če vzameš 25%, je približno v redu. Se pravi, če ti proizvajaš 250 vatov moči na pedala, to pomeni 250 joulov na sekundo, to pomeni, da ti porabiš približno 4-krat več energije za to. V stalo gre pa v toploto. No? To pač učinkovitost človeškega telesa ni prav fajna. Isto, kot žaranca tudi. Žaranca tudi, ki gori v svetlobo, daje tam in konc energije. V stalo gre pa vse v toploto. Tukaj telo pa tudi. No? Ampak na kolesu je to dosti ok, na teku pa zato, ker tudi merijo, ker ne merijo direktne energije moči, ampak merijo vse nekaj preračunavajo iz enih pospeškov pa druge stvari, tako da tiste tako. No. Čeprav, kar sem jaz uporabljal, nekaj časa sem se trudil malo to uporabljati. No. Sem gotovo, da deluje, ampak samo pač relativno, tako sem ti rekel, no, da S čim si pa primerjal te številke, recimo? Ne, samo sabo. A veš, da sem si recimo, lahko sem se pejsal na vate. Okay. Ampak pa sem gotovo, da je to brez veze, ker se bolj pejsam na feeling pa na heart rate. No? Se pravi, ti si svoje kalorije na uro si izračunal izkustveno ali si še kaj? Ne. Za tek pa čistko poprečno, to kar pač približno ljudje vejo. No? Pa tudi kalorije, veš, ko greš recimo na metabolni test, tam pa veš, koliko si pokuril. To si naredil, recimo. Pa koliko si pokuril sladkorja. Ne? Tako da ni tako čist. Mislim, tam približno veš. No? Ampak ne, jaz vem, da na ultrah recimo kuram enih 600 na uro, 650, tam nekje približno se mi zdi. Ampak ura je dosti dobra. Ja, te kalorije se mi zdi, da so kar v redu. No? To kar ura pokaže. No? Pravi, da znajo s tvoje napora teže. Ampak tudi zato, ker ti je tudi vse, ne rabiš natančno. A je to zdaj 700 ali pa 800, pretty much vse. Ja, mislim, že to, da zadaneš številko na 20% točno je danes znanstvena fantastika. Recimo, je čisto vse, no? Tako da ni, to je kar. Matevž, tamle pri tebi že kar malo, pri nas je sonce visoko gor na nebo, pri vas se že kar malo noči. Kako dolg je dan zdaj tam v Avstraliji? Pa vem, koliko je zdaj ura? Zdaj ura 5:30 bo, zelo tema, čez 20 minut, 30, se pravi 6 zjutraj je pa dan, tudi ob 6 po mojem, no? Ali pa tako nekako, ja. Zdaj imamo približno 12 ur. Najkrajši dan je po mojem okrog 10:30, najdaljši pa je 13:30. No. Ta amplituda je malo manjša kot v Sloveniji. No. Pa je to, se je težje navaditi, da mogoče ni nikoli 10 zvečer še dan, tako kot je v Sloveniji? Ne, to niso, itak greš ob 9 spat. No, to sem hotel slišati, ja, da boš rekel, kam 10, sem 10 žive duše, ni več nikjer. Ja. Ni to ni problem. Veš, kaj pa zanimivo? Tukaj, recimo, kolesarjenje, to noben ne pomisli, da bi bil sploh problem, da greš po noč na kolo. To sploh ne obstaja problem. Ali v Sloveniji po noč na kolo, wow, ne vem kako, ne, kaj sploh noben, to pač, ja, ok, greš na kolo, ok, če pač noč, je pač noč. Smaš lučija, ne?
Mislim, V resnici je še večja verjetnost, da te bodo videli po noč, kot pa po dnevu. Mislim, se to je res, ne vem, pri nas smo zadrego proti temu, pa varnost, pa levo, pa desno, čeprav, hvala Bogu, so razmerno malo kolesarjev, se pri nas povozi, no, v Sloveniji se mi zdi jih moče dol kakšnega več, ampak vsi se čez dan morajo voziti. Zdaj, Avstralija, kdo si predstavlja, rečeš Avstralija, ti si v Avstraliji itak poznaš vse, pa delš od tega, Avstralija je majčkeno manjša od Evrope, na koncev, če bi Avstralijo položil na Evropo, bi zasedel, ne vem, 70% evropske celine, kar pomeni, da je ogromna in če jaz tebi rečem, koj pa kaj v Melbourneu, ti rečeš, da je mene prašal, koj pa kaj v Štokholmu. Ali pa v Štokholmu, lepo te prosim, to je 3 ure del z avionom, ali kako. Je res, ti si pač, Brisbane je tam, ne skrajni vzhod celine pravzaprav. Mi smo na desni in na sredini. Tako, v bistvu, vi ste na pol poti med Cairnsom pa Melbournem, ki je tazga, no, ne vem, kaj pa vem. Cairns je Jurija 700, Sydney je Jurija dol, Melbourne je pa itak v spodje, je pa čisto na južni strani, je pa še na naslednjih, Jurija pa še malo. Tako da... Mi dva sva šla med COVID-om, enkrat sva šla na en road trip iz Brisbanea v Adelaido, pa v Melbourne, pa v Sydney, pa nazaj. 3 tedne sva imela road trip, 9,000 pa še malo kilometrov. In sta prevozila to, gladko? Tako, tam sva po vseh, ful sva po enih parkih hodila, laufala, mislim hodila, kakorkoli, tako sva imela, ful dober izlet je bil, res, ampak veš, kaj je zanimivo tukaj, tudi, ko se z avtom peleš, kolikor greš malo, recimo, tukaj smo zdaj 150 km, sem zdaj severno od Brisbanea, na Sunshine Coastu, v Coolum Beach, od nas naprej, tukaj je zdaj konc. Ko v bistvu Brisbane ima Gold Coast pa Sunshine Coast, tako kot v bistvu neki malo skupaj Brisbane 2 milijona, pa še malo ljudi, Sunshine Coast ima 500 milijona, pa Gold Coast ima tudi 500 milijona, 700 tisoč, in tako. Ampak, ko pa greš severno, so pa samo še sela. Ene 2-krat imaš Kranj na poti gor do Cairnsa, ki je ta že 700 km, to je pa vse, se pravi, nekaj meseca tipa Kranj, 30-40 tisoč, drugače pa nič. Ampak, in ko voziš ti tukaj po Avstraliji, ti si 8 ur že za volanom, ko stopaš ven, si svež ko cvetka. V Sloveniji, če se peleš do Münchna, ko prideš do Münchna, si suzan tako, da ne moreš nič. Tukaj pa nas, tukaj je omejitev 110, noben ne voz manj, noben ne voz več, avtomat naštimaš in se peleš 110, če kakšen bolj počasen imaš po vsake 5 km, neko enih 300 metrov prehitevalno izogibališče. In to res ne moreš verjeti, kako spočit prideš po takih dolgih poteh na konc dneva. Tako da v bistvu, toliko sem prej rekel, 9000 km, v povprečju 300 na dan, to je bilo totalno easy, res, brez kakšnega koli stresa, Če bi šel tak Eurotrip, si predstavljaš tudi sam, da bi šel obrati Evropo, bi rabo en teden dopusta, da bi vse prišel, ne brš. Drugače, res je. Recimo stereotipi v Avstraliji, ki jih mi gojimo, to, da pač posod skačejo kenguruji, da kače vsak jutr potegneš ven iz WC školjke ali pa s postle, da to je tako posod krokodilite, pa aligatorji čakajo na te jo požrali, strupeni pajki sploh, se pravi še čuden, da kdo sploh preživi dol. Kaj so še recimo, kakšne stvari, ki dejansko ne držijo, za kaj si že toliko caj dol? No, to vse, kar si napovedal, to nič ne drži. Mislim, jaz sem kač veliko vidiš, ampak na kača moraš v resnici gor stopiti, pa še pol bo raj pobegnala, da te bo užgala. To je res. Jaz, ne vem, zdaj zadnje cajte, prej, ko sem doma delal, sem bil več v hosti, kot zdaj, zdaj pač več po mestu tečem. Ampak tudi takrat jaz sem videl eno kačo, sem videl vsake 14 dni, recimo, to je siguren. Kakšno, ampak ni, tako v teh naseljih so pa itak samo pitoni. Mislim, vse to za Slovence je to ampak pitoni so res, to so koristne domače živali, v resnici, veš. Ki požrejo zajedavce. Vse, požrejo, pa nikoli nobenega, veš, nikoli, itak so skozi skriti, čeprav znajo biti tudi kakšni zelo veliki, ampak
Ni, no, to so neškodljive, res nični. No. Pajki, tudi večino pajkov, ki jih imaš v hiši, so res veliki, znajo biti tako, veš, za dlan, ampak so tudi nestropeni, no, to ni nič, to je tisti huntsmen, so najbolj te pogosti, no. Znajo biti zelo veliki, hitri so kar raketa, jih je tako, moraš kar težko jih ujeti. Ampak nič ni, no, to res ni išel tukaj, no, sploh. Tako da, no, ko pridejo na obisk, recimo, kakšni Slovenci k tebi, najbrž pridejo tudi, a ne, pa imajo kakšne bližnje srečanje s kakšnim pajkom, kosmatim. Nimajo, nimajo sreče, niti ok, razen, ja, naši te boljši prijatelji so pa vse skozi dala. Smo kampirali, pa smo imeli tudi, je bila trjava kača, brown snake, ki je ena te bolj stropenih, je šla glih tam mimo šotora, pa v kempu smo še en pajk je bil, tudi en funnel web. Edinkrat, ki sploh vem, da ga je kdo videl, no, tako za res, no. Je po Sergeji lezel, no, ampak... Se pravi, boš rekel, nasploh dol ni toliko teh nesreč ali pa tega, kot... Mislim, predvsem pa noben ne umre od tega. Od teh stvari umrejo samo, v bistvu vse smrtne nevarnosti, smrtni primeri od kač so tisti, ki hosti delajo, v bistvu pa niti ne vejo, da jih je pičala, veš, ki mislijo, da ga je sam neki malo in na vejo praskala, pa ne gre v bolnico. Če ti veš, da te kača pič, ni smrtnega primera, sploh, no, to ne obstaja. In tudi, malo bolj triki so pa krokodili, no, na severu, ampak tam itak ne veš v vodo. Pa morski psi, recimo, pa tako... Morski psi ubijajo 6 ljudi na leto. Ampak, a veš, koliko ljudi visi na vsakmu rtu? Mislim, vsak rt, ki greš po Avstraliji, imaš po 50-100 surfarjev. A veš, to res, to je ful, to šport ful. To si ne moč predstavljati. Vsi surfajo, to sploh ni šport, to je kar samo način, mislim, tako, vsi surfajo, no, veš, tako ni... In tako da v bistvu je to ful mal tega, no. Pa še to je večinoma zjutraj pa zvečer, tako da če si tam sred dneva, je verjetno skoraj nič, ni, no, to so stereotipi, ja. Prav. Zdaj, za nekega slovenskega popotnika, ki bi šel v Avstralijo, evo, ti si zdaj že malo poznavalc, pa bi te kdo vprašal, Matevž, za koliko cajta se splača priti v Avstralijo, pa kaj so must cilj destinacije, lokacije, kaj bi mu ti rekel, recimo? A veš, da Avstralija je ful zajebana za potovati, ker je tako velika, pa tako vse delač, veš, tako, iz lesa, ne, sem jaz, mislim, pržene, no. Reš, imaš Bled, pa imaš Windgar, pa imaš Pokluško sotesko, pa reš v Bohan, pa ne vem, to je vse na 5 kilometrov, 10 imaš kle, en let sva hotela, to je pa ena, to mi je še zmeraj mi manjka, to je severo-zahod Avstralije, Kimberleys. Tam mi še manjka. No, so imela že vse rezervirano, pa je pa en primer COVID-a v Brisbaneu, pa so zaprli vse meje. Tukaj smo imeli mime COVID-om res. En primer, to je bil totalni lockdown. No, in pa so šla pa na sever in so šla v Cairns, letela, pa so v avto internet, so šla pol tako full noter v notranjost 2000 kilometrov, pač, ne vem, ko bi rekel, proti zahodu, no. Tja, veš, Avstralija ima en tak velik rt na severu, pa je pa ta zaliv, no, tako da bi se šla do tega zaliva, to je Carpentaria, pa še malo naprej, no. Ampak to 300 kilometrov ni nič, pa je pa en tak čudež lepote, da te sezuje, veš, res taki, ne, imaš nek kanjon, vse zelen, slapovi, topla voda, mislim, ne vem kaj, ampak samo pa, pa netko mečka, ne, tako recimo, ne vem, 2-3 kilometre dolgo. Ampak če pa samo ven zležaš tega kanjona, pa puščava spet naslednjih 300 kilometrov naprej. Tako imaš tak, to je Avstralija, zato sploh, v resnici sploh ne vem, ta trip, ki so ga mi to naredila, recimo, ne, ki je bil 3 tedne, to se mi zdi, to je po moje najbolj tak, da res vidiš vse, no. Ta trikotnik jugovzhoden,
Drugače tudi jugozahoden del odprta dol, tam je tudi ful dobro. Ampak ni tako raznoliko, no? Pač ne moraš, sploh ne znam nobeno čisto res svetovati, kam je treba iti. Mogoče, da si imel neki sajta v Adelaidi, pa reš malo v Sydney, mogoče še Blue Mountains, pol prijaš klele v Brisbane, pa preskočiš Brisbane, pa greš na kaj je že, no? Fraser Island. Na otok, ja, mislim, Kagari, misliš. Kagari, tako, ja. Kamor se pač more iti, pravi, da tam. Ja. Pa potem Koralni greben, mogoče Uluru in to je to. Uluru je po moje brez veze. Ne, Uluru je pač nekaj, ampak je tako daleč od vsega, da tudi po moje, če spustiš Koralni greben, pa absolutno. Pa tudi tam je, Cairns je ful fajn. Cairns pa je mogoče tako, koliko Cairns imaš, Koralni greben, pa malo koj severno od Cairnsa, ki imaš tele malo džungle, malo takole, no. Cairns je fajn za ne 5 dni, recimo, no. Tako da, evo, to je moj, ampak v resnici pa letiš vmes po 2000 km vsakič, to je tako, kot bi v Evropi rekel, ok, malo zdaj tukaj pa letim v Moskvo, pa v Štokholm, pa v Pariz. Pa v Lizbono, pa ja, res si ne predstavljaš, nisi sedeš na avion, 2 urah si v Londonu, ne, v 2 urah pa pol si na Sredozemlju, kjerkoli na otokih, oziroma na 3 urah si neki Madeiri, mislim, pa ti je to daleč, ne, kaj šele, če reš, ne vem, v Dubaj je 6 ur, pa to je že drug konc sveta, ne, to v Avstraliji je 2-urni let, v bistvu greš obiskat, ne vem, sorodnike tako v nedeljo popoldne, dobesedno, ne, tako da. Se do Slovencev, se ti mogoče javi, ali pa kaj tazga, jih preko dol jih nekaj poznaš, prihajajo? Mi imamo en krog Slovencev, ki smo ga v bistvu že takrat, ko sem rekel 2016, na Kagariju, slučajno, smo šli na kosil, veš, tam je ful bingotov, tako da moraš jesti v enih ugrajenih prostorih, mislim, ko je ugraja, ne. In pol mi tam smo, še Sergeje starši so bili, in pol te imejo in se pogovarjamo, pol mi vi ste pa Slovenci, no. In te so še zdaj, še zmeri, danes grem k njim na obisk zdaj, na večerjo. Ki živijo na Sunshine Coastu, no, prijatelji. In v bistvu pol od njih prijatelji so pol nek naš krog prijateljev ratali, no, tako nekako se je to razvilo, no. Slovenski izseljenci, praviš, ja. Ja, tako, ja. Ampak si pa menda tudi v enem tekaškem klubu, tam dol v Brisbaneu si? To imamo pa, to je tudi kar fajn, to je pa v bistvu, trail Mountain Goat Trail Running Club. Mountain Goat je ena pivovarna drugače, tam se sploh ne vem čisto točen, ki je mislim, iz Victoria ali pa z New South Walesa, ne, in točen, ki je bila sponzor kluba, ampak zdaj ni več, no, zdaj imamo drugega sponzorja, ampak ime je pa vstal, no, ker je pač Mountain Goat se vedo sliša, ne, tako da. To je pa zanimivo, imamo vsak teden en tak zanimiv koncept teka, no, vsako sredo zvečer se teče nas tam 30 do 50, recimo. To je veliko. Ampak približno 8-9 kilometrov, 300-400 višincev, ampak vsi skupaj tečemo. V bistvu ta prvi teče, pol po tleh meče na vsakem križišču ne take osevne listke, ali kako bi temu rekel, trakove, ne. In pa se vsak kilometer, 2 se pa počakamo, ne. In je tako, v bistvu vsi skupaj tečemo, pa vsak po svoje teče na nekaj. Ta zadnji pa mora listke pobirati. Ja, ta zadnji listke pobere, pa gre spet prvemu in pol naprej naslednje, ne vem, 2 kilometra in pol se spet skup dobimo. Veš, tako se postaviš, je pa itak zabaven, pol čakaš, pa tako je ful fajno. Pa na koncu je pa še zmeri vsakič tale eski. Eski je pa avstralska beseda za ta hladilnik, veš, hladilno torbo, ampak te velike so tule, veš, tiste, ki so narejene iz istega materiala, kot kajaki. Aha, ok. Tako, no. Temu se reče, eski je brand name, ampak je ratal v bistvu pol generično ime. No, in eski pa umpira. To je poanta. In na koncu imaš, na koncu je pa ledeno hladen pir čaka na koncu teka. To je point vseh teh druženj.
neprosto te tam vzeli za svojega, imaš kaj boljši renome, glede na to, da si dober, a ne, bo rekel, boljši kot povprečni rekreativci. Ne, to ni, to je res, to je vse rekreacija, vsem, koliko dober rekreativci, si še zmeraj rekreativca, brez veze. Profi, to je bilo meni, včasih sem bil še na triatlonski zvezi, tako nekim funkcionarno, predsednik nekaj časa. No. In ponelo ful, tako mi je beda, se mi je zdel, ker so rekreativci, ki so bili tako dobri, kot jaz približen, pol rekel, kaj moram, ne vem, koga ta zveza dati, ker so pa oni res tako dobri. Mislim pa, dej ne se hesa, dej. Ja, vse si ful dober, 10 ur si naredil Ironman, ampak, profi grejo 2 ure hitrejši kot ti, dej nehi se, mislim, to je brez veze, no, to je rekreacija, kakorkoli obrneš. In pa tudi pretekov, vse, kar je pod slabška 2:15 na maratonu, je rekreacija, sorry, dan današnji. 10 let nazaj je bilo 2:20, danes je pa 2:15. Bodimo pošteni, to je res, ja. To je res. Mislim, ja, eni so res dobri, eni se to znajdejo, pa s tudi z 2 urama pa pol dobijo kakšnega sponzora, da jih hvalim, kar je super. Ni problema, samo ne pa misel, da si ne vem kakšen car, če tečeš 2,5. Ja, sej si car, ampak rekreativc car, ne. Ja, boljši, mislim, eni so profesionalni rekreativci, čeprav je to malo to negativna konotacija, ampak ja, dober rekreativc, odličen rekreativc, ampak daleč od tega, da bi... Odlični rekreativci danes teče maraton 2:15 do 2:20. To so odlični rekreativci. Pa so zelo dobri rekreativci, pa smo pa navadni rekreativci, ki tečemo pa 3 pa plus. Ja, sej, glede na to, da boljši triatlonci na Ironmanih tečejo na 2 ure pa pol maraton, na koncu Ironmana, ne polc. Mislim, da je vse jasno, ne, kam... Ja, no, mislim... Ni, ja. Aleksi, recimo, ne, pa sploh ni tekača, ne. 2011 je tekel v Londonu, ne. Točno, triatlonc, to je bila še zgodba, ja, je šel probat, v bistvu šel probat, ja. Ne, se je pripravilo, ni šel probat, ne, to je... Ampak hoče reči. Je resno treniral, no, ja, ampak niti ni zares, ampak je zraven sploh še treniral in kolesarstvo in plavanje, ker je imel, to je bilo nekdaj London, aprila, on je imel samo junija začela sezona, on je mogel biti top shit na kolesu pa v bazenu tudi, ne, tako da, tako moraš... Ni. Treba je vedeti, kam sod človek in biti zadovoljen s tem, kjer si, pa poskušati biti boljši, ampak študunke 4 ure teče maraton, ful dober, pa je pa 3:50, ful dober napredek. Mislim, sej za marsikoga je, mislim, vsaka zmaga šteje, no, tako rekoč, to imaš prav. Ni treba zmagati v kategoriji na UTMB, da je zadovoljen, ne, to je rezervirano pač sam za najboljše. Ne, viš kaj, ful je, se mi zdi, da je ful rezerviran tudi za tiste, ki so hmal začela, veš, pač, to je, že sem jaz začel pri 16 teč, to se meni še danes pozna v resnica, ne. Ok, žal nisem nikoli tekel organizirano, ne, tako da v bistvu to imam handicap, ker če bi jaz takrat začel organizirano se ukvarjati športom, bi bil danes boljši, kot sem. Jaz sem pa zmeri sam tekel, jaz nisem nikoli vedel, kako... Dokler ni internet... v klubu, dokler ni internet ven prišel, jaz pa nisem vedel, kva delam, veš. Jaz sem pač šel ven, pa sem tekel, pa vsakič sem mogel biti malo hitrejši, kot prejšnji, to je vse, kar je bilo pomemben na treningu, ne. Dobri, stari, romantični časi. Ampak, je imel svoj čar, imaš pa zaradi tega boljše zgodbe. Mateoš, preden te spustim, da greš, zdaj, ko se je znočil tam na večerjo, danes ne boste kurili žara. Zadnjo, ko so govorila, 1,5 leta nazaj, sem bil jaz v bundi, tipa brez majice, pa si rekel, nimam časa, zdajle moram žar za kurit barbecue, to je klasika, ne. Zdaj, ne boste kurili, zdaj še, da se zima počasi še, razvija, tako da boste noter jedli danes, gotovo, Gotovo, čeprav ni tako, je še zmeri 15-16 stopinj, danes je bilo čez dan, je bilo čez 20, no, ampak... Vsej, Avstraliji, ne vem, en trenutek je lahko, na enem koncu je lahko 30, na drugem pa 0, ta trenutek, na jugu je brez gorja. Melbourne ima zimo, Brisbane pa tukaj pa nimamo, kle po zimi je čez dan med okrog 20, zjutranje temperature so pa med 7 in
13 recimo. No. Poletje pa se greje, boš rekel, to se pa malo se greje. Poletje pa zjutraj 25, pa čez dan 35, tudi plus. Mislim. To bi se dal, to bi se kar dal preživeti. Presebej zimo bi se dal takole preživeti. Zdaj, evo, Matevž, povej mi samo še to, zdaj si dol, živiš, delaš do nadaljnega, kje se recimo vidiš v ne vem, srednji, daljši prihodnosti, se bosta vrnila ženo v Slovenijo. Vem, da vsak let prideš sem na dopust, pa po Evropi še malo poharaš, ali kako, imaš kakšne plane? Hoče nazaj pride, čeprav je tudi težko, veš, pač v teh letih, koliko se je bilo težko dol, je tudi težko nazaj pride, veš, to. Ne vem. Nekako imava željo, da bi mogoče se spet nazaj proti Evropi premaknili, ampak bomo videli, kako se bo razvijalo. Danes se večkrat doma ženo pogovarjamo, kam bo šla na stare leta, ker tudi moje stare kosti vedno bolj cenijo toploto, bolj ko mraz, ne? Ja, pa zdajle pri nas je bilo par vročinskih valov, 2 vročinska vala v Evropi oziroma v Sloveniji, je bilo že skoraj konec sveta, jaz sem pa prav užival, sem rekel, ljudi božji, poletje je, lahko malo, par tednov teh 30 bom že pobil tiste komarje, ampak kmalu bo treba spet kurilno sezono zalaufati, Jezus Kristus, ne, tako da, ja, toplota ima, mislim. To moj dream sanjska situacija je, da bi bil pol leta kle, pa pol leta tam, veš, pa je... No, vidiš, evo, pa si pa povedal recept, ja. Gleda to, da imaš, pač, da dol imaš, ne samo državljanstvo, tudi zdaj, pa hišo, nepremičnino, pomeni, da pač se boš lahko umikal, ja, po zimi. Upajmo, da bo tako, ja. Matevž Slabličar, meni je bilo izredno veselje, lahko bi še kramjala, pa bova še kdaj, tudi če ne, takole formalno in uradno, jaz mislim, da so tudi najne gledalke in poslušalci mrskej odnesli. Zdaj, če te bo kdo kontaktiral, sem jaz kriv, da te bo kdo kaj vprašal od Avstralije, ali pa da boš povedal, kako se prijaviti na UTMB dirko dol, ker ne vem, ni bilo veliko Slovencev letos tam. Ne, nisem bil edini, ampak prijavil se pa tako na vsako drugo. Mislim, Matevž, jaz ti res želim, bom rekel, dobro, uspešno zimo, zdaj spremljal bom pač tebe na Stravi, pa Gold Coast, pa UTMB, ta zvezdica, da pade, potem bova pa spet kaj na vezi, pa kakšno rečeva tako. Ok, res je bilo fajn, ja. Veselim. Se pojavimo v Sloveniji, kdaj vem, da tudi daj, kaj tle polaufaš, če boš naslednje leto ali pa tako naprej, evo, pa dam jaz za pivo. Tako. Odlično. Matevž, hvala ti, lep pozdrav v Avstralijo, drži se. Čao.